Tematika je? Smeh. Tematika je smeh. Smeh. Ki osvobaja. Smeh, ki osvobaja. Torej bi zdaj zapeli za začetek eno o smehu, pa o čem pa kaj. Ne bom jaz kar to, ker smo v tonsko vaju zdaj, ne? Ta tonska vaja je bila v bistvu odlomek pesmi, ki ima zelo lep naslov. Ko sem bil mlad, sem bil trapast, zdaj, ko sem star, sem še bolj. In mislim, da se vsi trije v tem prepoznamo in s tem bi želel povedati naslednje. Veliko napako delajo tisti ljudje, ki leta sprejemajo z nevoljo, z žalostjo, ki jih potem preveva zgolj nestrpnost do vsega, kar je drugače, kot so oni vajeni, ki jih preveva čemernost, kakorkoli že negativizem. Jaz mislim, da ko si starejši, toliko bolj moraš ceniti svoje življenje, vse, kar ti je dano, predvsem zaradi tega, ker se še bolj zavedaš minljivosti. Miselna minljivost nas ne sme plašiti, ampak nas mora spodbujati, da kvalitetno preživljamo svoje življenje, dobrobit sebe in pa tudi dobrobit drugih. In za to željo, da bi se ljudje navzeli tega pozitivnega duha, sem napisal pesem, ko sem bil mlad, sem bil terapevt. Bi pa povedal še en primer, kako je prijetno biti v letih, to pa čist praktičen primer. Kako se ti lahko res izboljša življenje, predvsem odziv okolice, je precej drugačen, kot pa, ko si mlajši. Jaz, ko sem bil mlajši, so se ljudje dokaj pogosto obregnili od mene. Smolar, glej, kak si. Zredi se, zrihti se, ustriži se, ničem ni bilo pogodo. Zdaj se pa zgodi naslednje. Zdravo, smolar, zdravo. Koliko si star? 60. Dobro zgledaš. Tako da, kitaro mi dajte, no, prosim. Bomo zapeli to pesem. Ta pesem je protistrezna pesem. La 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 sem bil trapast. Zdaj, ko sem star, sem še bolj. Namesto da mirno bi živel, s kitaro podim se naokol. Ko pozna ura odbije in da pridni odpravijo se spat, me najdete sredo štarije, ko ravno začenjam igrati in pojem la 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 la. Hitro mine, saj igram, kot da bil naš štrom. Zjutraj pa, če me kaj prime, še pijančkom grem pet na štacion. Tega ne delam zaradi denarja, to delam zaradi srca, ki v ritmu mi glasbe udarja, udarja mi bum 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 ča ča ča, ja. La 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 la. Se nekoč bom utrudil in križ me ne bo več držal, se kar na odru bom zgrudil, pa še bolj divje igral. Me bodo v špital odpeljali, to za bolnico dan bo vesel, zdravniki s sestrami bodo plesali, primarij pa z mano bo imel. Treba tudi vi zapojte. La 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 la. To pa ne bo še tako kmalu, sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas, in žilav, pa kaj bi se hvalil, jaz odšel bom od vas zelo počas. Ko me v grob bodo djali, na releke mladce bodo špalirali, na ploščo pa bodo vklesali, vrat je kalil nočni mir, ja. La 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 la, zaploskate, la 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 la. La la la
Lepo pozdravljeni. Imam veliko čast in veliko veselje, da pozdravim med nami patra Karla Gržana in gospoda Adija Smolarja, ki se je že predstavil in do zdaj nisem imel treme, ko je pa on spregovoril, sem rekel, molči, ker boš, da molčiš. No, počakajte, da bom začel govoriti, pa jaz tremo dobim. Dobro, no, super, no. Potem bom iz svoje žlehnove, da bom imel še nekdo tremo, patra Karla izval. Res je, ko sva se pogovarjala za ta večer, za to srečanje, je on predlagal naslov o smehu, ki osvobaja. Prav to je poudaril, ki osvobaja, ker očitno smeh je lahko marsikaj, tudi smeh, ki ne osvobaja. Zakaj ti poudariš ravno to, smeh, ki osvobaja? Ja, dobro večer. Zato, ker je to eno od najmočnejših orožij, če želimo premagati norost. V imenu norosti, oziroma da se norost ohranja, potrebuje resnobo. Ti moraš to, kar je noro, vzeti za res. In zato jemljajo mnogi, ki so manipulanti v času in prostoru, resnobo, pričakujo od nas sveto resnobo, da jih jemljamo popolnoma za res. Zdaj pa, če je pisal Aristotel o smehu, v sicer izgubljeni knjigi o poetiki, to pomeni, da gre za neko mojstrstvo. Jaz sem se vedno spraševal, v čem je to mojstrstvo. To mojstrstvo je pripravljeno na kratko rečeno o tem. Smeh oziroma ironija pred smehom mora temeljiti na samozavesti vrednega in v smehu, potem najprej, bom povedal na primeru dvornih nočkov, da ne bom preveč abstraktne. Dvorne nočke spremljamo od faraonov pa tja do 18. stoletja, ko ta, bi rekel, visoko cenjeno poslanstvo zamre. Kdo je bil dvorni noček? Če berete Kralja Lira, Shakespearovega, veste, da je bil eden najbolj miselno pronicljivih ljudi. V tem delu je dvorni noček povedal najbolj pametne zadeve. Torej, dvorni noček je bil miselno pronicljiv človek, etičen, ki je hotel ohranjati dobro. Kot je rekel Charlie Chaplin, s pomočjo ironije. Charlie Chaplin je rekel, raje kot politik, sem komik. Zakaj? Dvorni noček je, recimo, če je hotel kralj potegniti neko potezo, ki bi bila škodljiva, nedopustna, neetična, je kralja opozoril na 4 oči. Ampak kako? Smeh, ki osvobaja, vedno temelji na samozavesti oziroma na zavesti dobrega. Najprej je kralja pohvalil in rekel, o kralj, ti, ki si znan po tem in tem in tem, in je navedel nekaj, bi rekel, področji kraljeve žlahtnosti, potem pa je šel, a si predstavljaš, in potem je ironiziral tisto potezo, ki je hotel kralj narediti. In kralj je na nek hudomušen način, igriv način, neresen način, dejansko uvidel norost poteze, ki bi jo naredil in se je smejal. Ni mu rekel, kaj delaš to norijo, ampak je povedal tako, da se je kralj smejal in je skozi smeh, skozi preko dobro voljo, izničil možno norost. Če pa je hotel kateri od svetovalcev, recimo ministru, kralju podtakniti v uzakonitev nekaj nedopustnega, seveda, dvorni noček je bil, danes bi rekli, vedno na seji vlade. Bil je ob kralju. Njegovo mesto bilo ob kralju, ker je bil varuh, da se ne bi zalezlo v kraljevanje nekaj, kar je nedopustno, nekaj, kar je noro. In ko je minister predlagal nekaj nedopustnega, je dvorni noček najprej pohvalil kralja, da si je izbral med modrimi najbolj modre. Potem pa je šel k tistemu ministru, ki je hotel podtakniti nekaj neetičnega in ga je najprej pohvalil za vse, kar je naredil dobrega, in potem je na podlago, na ozaveščeno dobro izgovoril, a si predstavljate, da bi on, in je potem v ironijo dal potezo, ki jo je hotel kot nekaj nedopustnega podtakniti kralju, in so seveda se vsi režali. Ampak, kaj se je zgodilo? Režal se je tudi tisti minister in je skozi smeh izničil svojo noro potezo. Veste, to je ta osvobojujoča moč smeha, ki temelji na samozavesti. Jaz pogosto pomislim, ko se z mojim sosedom
ki me peljeva proti domu, ne, in greva mimo enega bifeja tam, ne. In ponavadi, to je v kraju Nizka, ne, tam je ogromen parkirplac in je seveda ponavadi ogromno avtomobilov, ki so jih parkirali kdo? Moški, ki se bojijo iti domov. In bo tam do 11 upajoč, da bo šla njihova žena spat, da se bo preplazil in ne, da se bo njena dejansko prizadetost do jutra ohladila. Ne. Zakaj se bojijo domov? Ne. Jaz verjamem, da je njihova ženska v stiski, ne, in da bo v tisti stiski, ko bo on odprl vrata, se sprostila. Ampak, veste, odnosi niso nikoli stranična zadeva. Ko nas kaj stisne, se veste kaj, moramo res iti hiter. V odnosu pa je treba malo zadržati. In gospa Gabi Četinovič-Vogrinčič pravi 5-1, to je strokovno ugotovljen podatek, ko izrečeš 5 potrditev vrednosti nekomu, šele na to izreči eno stvar, v kateri bi želel, pričakoval, v kateri bi prosil za spremembo. Da si predstavljate, pride mož domov in ženo bi raznesli, ne, kot enkrat bi rekla ena gospa, v luft bi ga raztrgala, ne. Ampak ona se zadrži, jaz vem, da je to huj zadržati, kot če imaš prebavne težave, pa moraš zadržati. To je grozno zadržati. Ampak, če hoče ona doseči uspeh, rezultat, ne, potem mora 5, ne, in prvo reče, recimo, si že prišel, ne. On se začuden pogleda, a sem prišel pri pravi vrati. Joj, zjutraj se ti pozabila zahvaliti, ne, in pove 5 stvari. A veste, kak šok je za tega moškega? Ta moški ni smet. Najprej je bil vrednoten. In potem, ko končno še na muko 5 pove, pa reče, a bi ti mogoče, ne? In pove, kaj bi želela. In bo on to takoj naredil. Zakaj? Je zato, ker je bil ovrednoten najprej. Zato bo lažje sprejel tisto, kar on želi, da bi se spremenilo. To je to. Isto v družbi, ne? Dvorni noček, to je modrost dvornega nočka. Jaz se večkrat zdaj spomnim, ne, na to ironijo pa na smeh, ne. Včasih, ko so rekli, da je nevarno govoriti, ne, po resnici, ker te lahko zaprejo, ne, smo imeli Pavliha, smo imeli Mapečov, ki je mogel Pavliha, obojni so mogli zelo paziti, da niso se vsemu posmehovali, pluvali čez vse. Ampak to, kar je bilo vredno v družbi, je vredno, ne. Mi moramo najprej ugotoviti, preden izrečeš kritiko, kaj pa je vredno, da bo tisto, kar želiš kot spremembo, imelo moč za spremembo, da bo konstruktivno. Isto je, ko postavim sebe v ironijo, kaj moram. Najprej moram vedeti, ja, v meni je marsikaj vrednega. In v ironijo izpostavim samo tisto, kar želim prerasti. Samo tisto. Ne nasploh. Smeh ni posmeh. Smeh, ki osvobaja ni kar počes vse v nič dajati, ne. Jaz sem takrat vedel tudi veliko vicov o Titu, o Kardelju, o Dolancu. Danes, ko naj bi bila demokracija, ne, Pavliha ni, Mapečova ni, ne vem nobenega vica ne v Putinu, ne v Junckerju, ne v Trumpu. Veste, ko je zgine ironija, ne, v odnosu do tistih, ki se trudijo za javni blagor, ko vse jemljemo samoresno, oziroma oni želijo, da jemljemo samoresno, potem je demokracija farsa. Ironija je temeljna preventiva, da se ne razpase norost. In zato je to modrost, smeh in umetnost. Adi, boš kaj zapel? Ali pa povedal? Bom pa zapel, zato ker sem takoj, ko si začel ti o dvornih norčkih govoriti, sem jaz vedel, kaj bom zapel. Jaz sem pa mislil, da boste zapel, ko prije mož domov. Ne. Sam veste, to je res zelo pomembno. To, lete, če je pisal Aristotel o smehu, veste, smeh temeljna, mi mislimo, da bojo revolucije vojne spremenile, ne. One porušijo, pa grejo po istih principih naprej. Ironija ima pa to mojstrstvo, da ti ozavestiš, ne, to je vredno in izpostavi samo to, kar želiš prerasti. To je mojstrstvo. Jaz mislim, to preveč resno samega sebe jevlja kaže s tem nezrelost duhovno. Zaradi tega, ker glede na minljivost vsega, glede na postrano vesolje, pa to, vse to, kar smo mi
je tako majhno, tako da je res, kvečemu se moraš nasmehniti samo sebi, tudi takrat, ko te drugi zelo hvalijo, ko te poveličujejo, se rečeš, no, kaj pa te, vam je, ne bi bilo treba. Ampak kaj pa zadeva tega pristopa, ne, da če se narediš, če si pametni, če veljaš za zelo pametnega, moraš zelo paziti, kaj rečeš. Ker zelo so osredotočeni na vsako besedo dejanje in ti si potem deležen kritik. Če veljaš za malo čudnega, malček nenavadnega, malček norega, potem te marsikaj več dopuščeno. In jaz nastopam že 38 let, marsikaj povem z odra, o marsičem govorim, tudi o perečih problemih se izjasnim, včasih zelo konkretno, ampak za vsak slučaj, da pa res ne bi bilo kakšne zamere, drugečne tožbe, pa še kaj hujšega, sem že pred leti napisal pesem, ki jo s pridom uporabljam in jo tudi vam toplo priporočam. Vsake toliko časa se zazrite med svoje prijatelje, sorodnike, sodelavce in boste videli, kako bolj sproščeno boste živeli, če boste dejali. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. Prišel sem na idejo, genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zelo je perspektivna, sem pameten, težko živel. Zato sem se odločil, da bom znoril, pamet mi je vedno le škodovala, la, ne hvala, vedno sem na mestu ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti bo znal, zdaj pa ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, lega nočka pravijo in da crkljajo, zame ni problemov, ni ovir. Res odkar sem nor, jaz pam krompir, vsak dan neizmerno se zapapam, kogar hočem lahko zajer. Človek sem, ki nič več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna trka, če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor. Jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem podrl, ker si od peperonov vse nažarl. Če me hoče kdo na gomec žgat, pa mu rečem, pazi, jaz sem psihopat, jaz sem mali psihopat, psihopat, in te stisnu bom za vrat, z mano se ne smeš igrat, ker jaz sem mali psihopat, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam norost, toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas noret. Za začetek mora si zapet, jaz sem nor, da pa zapojte, ker prav pride. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. In zato jaz pravim, ne se bati tistega, ki reče, da je nor. Treba se bati tistega, ki se dela vsevednega in vsemogočnega. To so nevarni ljudje, ki niso samokritični. Normalen človek, pameten človek ve, da ni dosegel popolnosti, da lahko vedno se najde kdo, ki bo boljši od njega, ki ga bo lahko podočil, ampak nekateri se ne pustijo podočiti strani nikogar, ne sprejemajo nobenega argumenta. Ti ljudje delajo veliko škode v družbi in ti ljudje se ne smejijo. Ne, posmehujejo vse, ampak smejijo pa ne. Se to je bistveno, kar je rekel Adi zdaj,
Ko sem jaz odhajal od doma, mi je mama rekla za popotnico, pa nikoli se ne jemlji preveč resno, ne. V smislu se moraš imati resno, ne. Ampak, kot je rekel Adi, če se ti jemlješ resno, si se zacementiral in si bolj kar naprej ogrožen in samo kontroliraš, ali me jemljajo dovolj resno, ali spadam dovolj pametno. Obenem si se pa s tem odpovedal prvič osebni svobodi v preraščanju in največjemu užitku, da se lahko učiš naprej in da preraščaš. Ne? To je ta svoboda, ki je zelo, zelo dragocena. Ampak jaz sem se dolg časa imel zelo, zelo resno to, kar je Adi, lahko povem en primer. Ne? Ko sem bil na Ptuju, ko sem prišel na Ptuju po končani teološki fakulteti, se veste, ko nekateri končajo kakšno šolo, potem mislijo, da so najbolj pametni na svetu. Ne? Jaz to nisem mislil, ker sem jaz to vedel. Ne? Še zdaj se spomnim, kako so se mi malce starejši patri, zdaj popolnoma neustrezni za naš čas. Ne? Pa v bistvu sem imel tudi kar dobre ideje. Ne? Recimo, kako otrokom pri veruku približa simboliko velikonočnih jedil. Genialno ideja. Šel sem v trgovino, kupil sem ne tisto malo kinder jajčko, ampak kinder jajco, ne, tisto večjo, sem alufolijo odvil, ne, meni se pa tako vidi, da sem čokolado pojedel, ne, zate bi dvom, ampak jaz sem jo seveda pojedel. Potem sem pa tisto jajco odšraufal, tisto igračko sem vzel ven, noter sem dal pa kipec Jezusa, ne, in začel se je veruk. In jaz začem dramatično, otroci, prvi razred gledajo, ne, zakaj jih hranj kot žeblji ostrina. In potem pridemo na tisti simbol pirha, ne, jajca, in je začnem razlagati. Poglejte, otroci, tako kot piščanček prekljuje jajčno lupino in odšraufa vam tisto jajco, tako je Jezus premagal grob in smrt in vstal v življenje. Tako zelo sem se dopadal sem se. In potem reče en otrok, zdaj pa vem. Sem si mislil, seveda ve, po tako briljantni razlagi. In sem hotel, da ponovim, sem rekel, no kaj zdaj veš? In on, kot izstopa iz strelo. Zdaj pa vem, kako sem prišel na svet. Ati je dal eno jajco mamici, mamica je to jajco vzela, ko jajca zrasla, je šla v bolnico, pa me zvalila. Otrok je pač bolj kot to, kak je prišel Jezus iz groba, zanimalo, kako so oni prišli na svet. Ne? In sem vedel, da moram to smer razmišljanja prekiniti, ampak je že en vprašal, kaj moj ati je imel 5 jajc, ki je bilo 5 otrok. In takrat sem zatulil tišina. In otroci so umolknali. Ampak jaz sem pa zaznal občutek krivde. Zakaj? Ker veste, čistim je vse čisto. Samo, če nam recimo ob teh vprašanjih ni prijetno, to pomeni, niso problem otroci, ne? Problem sem jaz. Čistim je vse čisto. In je bilo kar malo nelagodno, ne? Ampak pol je en dvignil roke, pa je rekel, a vas jih nekaj vprašam? Sem rekel zelo resno, vprašam. Je rekel, a vi imate še obe jajci? In se je oglasila ena deklica, ki se je malo bolj spoznala na cerkvene zadeve, je rekla, on ima še obe, ker ne sme imeti otrok. Glejte, to je tako grozno bilo takrat, ne? Moj ego je trpel do take silne skrajnosti, da se ne da povedati, celo nezavedno sem vrgel ta dogodek, ne? In groza se je pol nadaljevala, ko sem videl, ja, ti se kar smej, ko nisi to doživel. Ko sem videl, da so začeli prihajati starši. Kaj bo zdaj otroci povedali starši, kaj smo se učili? In jaz ponavljam, kakor piščanček, tako Jezus, piščanček, Jezus, piščanček, Jezus. Ampak veste, ko otrok dobi lekcijo, te več ne posluša. In ko smo molili zaključno molitev, jaz sem rotil Boga, naj otroci vendarle pozabijo vse, kar smo se učili. Ampak Bog ni naredil čudeža. Otroci so leteli ven in že slišim eno mamico, kaj ste se pa dan slepega učili? Pa reče en otrok, o jajcih. Pa reče ona, o velikonočnih. Reče on, ne, o atjevih. Povem, tako grozno, ne? Par let v nezaved. Ampak veste, moj ego se je takrat mogoče zmanjšal za kak milimetrček, ne? Ampak kaj, to je poslanstvo ironije, ne? Ko potem pripoveduješ te zgodbe, ker izpostavljaš v zgodbo samo to, kar bi rad prerastel, ego. Ne ponižuješ se ti, ne. Daš v
zmanjševanje samo to, kar bi rad prerastel. To je mojstrovina smeha. Moraš pa vedeti, tisti, ki ni sebe ovrednotil, ne, v veličini svoje, izvirnosti svoje osebnosti, se ne sme hecati na sebe, ker se ne bo znal na mojstrski način, ker bo dejansko poniževal sebe. To pa ni ironija in to ni smeh, ki osvobaja. Ti moraš vedeti, da si vreden in ti moraš vedeti, kaj boš izpostavil, ker imaš namen se vračati k tisti svoji osebni pristnosti, zato pa, ko se vrnemo k osebni pristnosti, tudi v pristnosti v sožitju. Mislim, ti vzel besedo. Ne, zato si tukaj, da oziroma sta tukaj, da... Hvala, Adi, vidite, tako da ne bi sam njemu ploskal, ne? Ni fair to, se lepo povedal. Sem na končni aplavz bom pa tudi jaz 1/3 vzel zase. Tudi. Ja, Ampak kaj zdaj zaprosil, če gospod. Ne bomo tukaj govorili, kako je to, ampak smo enako vredi. no, ampak, ko si govoril o dvornih nočki, meni je prišla ena zgodba, vse ni dolga. Kralj imel dvornega nočka in je bil tako dober, da mu je vzel svoje žezlo in rekel, lej, ti pa si toliko, ne, jaz ti dam svoje žezlo in ko boš dobil enega, ki je bolj neumen kot ti, mu dej žezlo, ker ti si najbolj neumen na svetu. No in leta so minevala, kralj je zbolel na smrtni posteli, pa da pokličati dvornega nočka in pravi, veš, kralj se odpravlja na potovanje. Ali si rekel, večasno, koliko časa pa bo, pravi, dolgo. Kdaj se vas spet videla, je rekel, ne vem, če bom prišel nazaj. Je rekel, kaj ste pa pripravil za potovanje, ne? Je rekel, nič nisem pripravil. In mu da žezlo. Je rekel, kaj mi daje žezlo? Je rekel, sem našel enega bolj neumnega. Na tako dolgo potovanje se odpravljate in niste nič pripravili. Bi pa se še na to naslavo, na Walt Disney je rekel, so ga vprašali, če je to fest, da te slavijo. Je rekel, malo pa je, rekel. Je rekel, če čakaš v kinu na vrsto in če te prepoznajo in da ti dajo prednost, je to v redu stvar, ne? Sam je rekel, če te pa sin zaradi tega čist nič bolj na uboga, pa ni, ti slava nič ne pomaga. Je rekel, najbolj hudo pa je rekel, če moj pes nima čist nič manj Bog, kot od tizga, ki nima nič slave, je rekel, to je pa najbolj hudo. Tam ti pa slava čist nič ne pomaga. Tako da... Vse je stvar dojemanja. Vsaka stvar, ki jo doživljaš, odvisno kakšen odnos imaš do tega, to ti to pomeni. So ljudje, ki imajo veliko, pa tega ne cenijo, pa tega ne spoštujejo. So ljudje, ki imajo malo, pa se veselijo vsake malenkosti. Se pravi, zelo pomembno je imeti pravilno odnos do vsega tega, kar te obdaja. In ko to doživiš, potem ne potrebuješ niti teh zunanjih dejavnikov, ki bi te so potrjevali, kakorkoli že blagohodno sprejemaš, a nisi pa odvisen od tega. In jaz mislim, da je to zelo pomembno, da samega sebe ceniš, da veš, koliko si vreden, da tisto, kar dobiš od zunaj, kaj pohvalnega, da sprejmeš, ampak se zaradi tega ne poveličuješ. En te hvali, drug te pljuva, doma prav le kdo. Je pač tako pri vsaki stvari, je vedno bilo en Bog. Ima vsaka glava eno pamet, vsaka pamet ima svoj prav, da ni človeka, ki prav vsem ljudem ustreč bi znal. Kaj to pomeni? En lahko te zvezdekuje, drug te daje nič. En te obožuje, drug te da si za nič. Prvo naj te ne prevzame, drugo te ne sme potreti, s hvalo in pozgrajo, treba znati je živeti. To je ena moja pesem. Posebej treba paziti, da te ne prevzame, ko ploskajo. Ker če se takrat ti ne prevzameš, nisi občutljiv na grajo oziroma jemlješ tisto, kot ti nekdo govori, recimo ne kot ploskajoče, dejansko ti potegneš ven tisto, kar pa lahko iz tega ponucaš, kot te on govori, pa tudi, če ti govori v jezi, nisi pa ranjen. Če se pa odpreš, če pa se ne prevzameš, pri ploskanju treba paziti. Ne, tisto, kar je rekel, ne, Adi, ne, paziti se, da ne bi to prevzel. V sebe ohraniti, vsak od vas tukaj je čudovit, je zgodba zase, bi lahko sedel tukaj, bi pripovedoval, ne, vsak. Tu je ta, bi rekel, ko se vračaš, ko ti pomaga ironija pa smeh, tisti preprostosti, ne. Mi smo sopotniki skozi življenju, ni bolj ali manj vrednih, ne, ampak je vsak v svojem poslanstvu, ne. In poslanstva so raznolika
in vsako je čudovito, ne? To je tisto. Jaz bi se pa vrnil temu ironiji, smehu. Vem, da ima zelo rad papeža Frančiška. Papež Frančišek je napisal spodbudo, veselite in radujte se. Ne? In dejansko, no, da so tudi v zgodovini eni manj posrečeno, kar si ti tudi zdaj nam na enem lepem primeru pokazal, ampak so pa nekateri pridigarji tudi na posrečen način uporabljali. Ja, zato so To je bil pa Abrahama Santa Chiara, dvorni pridigar, torej pridigar na Dunajskem dvoru, ki je vplival na spremembo mode. Lahko bi se trudil na druge načine, na desetletja pa se moda ne bi spremenila. On je pa z ironijo, ampak baročno in baročnim potem posledično smehom, dejansko vplival na spremembo mode. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, pač dekolteji so bili takrat zelo moderni in so se vedno bolj spuščali in on kot dvorni pridigar je pač enkrat pri neki nedeljski pridigi zarohnel, da, to je bil čas baroka, danes to ne gre, ne, je zarohnel, da dame, ki imajo pa tako globoko, pa niso vredne, da jih pes pošči, se veste kaj. In seveda so dame šle k svojemu vladarju in so se mu pritožile, vse prizadete, vse ranjene, ponižane. In kaj je hotel cesar, poklical je Abrahama, Santa Chiara k sebi in je zahteval, da se damam naslednjo nedeljo upraviči in to neprimerno izjavo tudi prekliče. In naslednjo nedeljo je Abrahama Santa Chiara šel zelo radostno na prižnico in je rekel, veste, vedel sem, da je naš vladar zelo, zelo moder človek, da ima zelo trezno presojo, da je zelo pozoren, da se ohranja na dvorju morala, ne? Ampak da je tako zavzet na to, si pa nisem mislil. Drage dame, gledajte, res, napačno sem se izrazil, se opravičujem. Prejšnjo nedeljo sem rekel, da niste vredne, da vas pes pošči, ne, je, ki ste tam naredil pri tisti pesmi, ne, pošči, ampak, gledajte, cesar zahteva, cesar je naročil, da se vam opravičim in da prekličem, vi ste vredne, da vas pes pošči. Moda se je spremenila. Gledajte, on bi lahko rohnel še pa še desetletja, kako bi mogli ne bi. Ampak po tistem so zabeležili, da so se dekolteji dvignili. To je moč. Sam to je barok bil, ne? Danes seveda bi bilo to zelo težko sprejemljivo, ne? Je pa sprejemljiva seveda modrost. In mene pravo Parklič mi je pravo, ko je bil poslanec, bila sva pred kratkim skupaj v Mariboru v zaporu, niso naj zaprli, ne, ampak je imela sva eno srečanje z zaporniki. Mi je pravo, ko je bil on poslanec, je predlagal, da bi ustanovili ministrstvo za smeh. Birokracija je potrebna, ampak mi imamo danes toliko birokratizma, te izrojenosti, ki bi jo morali skozi ironijo, ne, skozi Pavliha, Mapečov, izgine so, bi mogli ironizirati, da bi izničili v smehu to norost. Ampak mi pa jemljamo vse noro tudi resno, ne? Ker nam tako prikazujejo, kar naprej nas rešujejo. Ne? Ampak je rekel, ko sem to predlagal, pa me sreča Drnovšek, ki je bil predsednik vlade, pa me potreplja, pa reče, aha, ti minister za smeh, ne? Niso doumeli, ne? Mi smo pozabili, ne? Zdaj vprašanje, če niso namerno skrili, kot je opisal Umberto Eco v Imenu rože, ne? Niso skrili to Platonovo poetiko oziroma del o smehu, se spomniti tistega slepega meniha Jorga, ki je moril samo zato, da bi zamoril smeh, da bi jemal vse samo resno. Ja, 5:1. In moramo vedeti, kaj je vredno. Ampak moramo pa tudi videti, v čem pa lahko preraščamo, tako osebno in tako družbeno. In mi ne smemo jemati sebe, kot mi je rekla moja mama, samo resno. Ne? To je pomembna tista igrivost, v kateri dejansko znamo uporabljati to mojstrovino ironije. Ne? Zdaj pred kratkim so šle teze o izobraževanju, tam noter med posameznimi inteligencami naštevam tudi inteligenco za ironijo in smeh. To bi nas mogli vaditi.
ampak tisto, ki temelji na samozavesti, ne posmehovanje, pa se pa otroci, pa ne samo otroci, ti si rekel, tudi odrasli, ne, posmehujejo drug drugemu, ne posmehovanje, ampak dejansko, ko bi ugotovili pri sebi, pri bližnjem to, kar je vredno, in potem bi se vadili v mojstrovini zdrave, osvobojajoče ironizacije in posledično smeha, ki bi vzbujala radost. Posmeh prebudi solze, občutek ponižanosti. Ta smeh oziroma ironija, posledično smeh, ki pa osvobaja, pa prebuja radost v sožitju in sobivanju. To je zelo pomembno, ne? Mi pa vse jemljamo tako presneto resno, ne? Lahko povem še eno zadevo. Ja, ampak sam bi še to, zelo se me je dotaknilo, ko si rekel, smeh ni samo poniževanje. To se pravi, jaz sem neumen, jaz nič ne vem, to ni ta, kar ti, to ne osvobaja, no. Ampak ko priješ do tega, recimo, da pa se lahko, je pa pomembno, da te nekdo tu sprejme, ne? To je zelo pomembno. Jaz sem se spomnil, ko sem bil tudi knjigo Čas prekratkih las, sem se spomnil, jaz sem težek dislektik, ne? Jaz sem imel dolga leta travme, zdaj pa na to mojo disleksijo se hecam. Zakaj? Ker sem v njej se čutim sprejet. Ko pa se nisem čutil sprejet, ne? Ovrednoten, ne? Sem potrpel, ne? Ker sem veljal za butastega. Ne, nisi butast, ne? Ampak si lahko, ne, tudi v odnosu do otrok, drug do drugega, vreden si, car si, tu si carski, ne? Potem pa so pa področje, kjer se pa sprejmemo, ker so nas sprejeli, ne? Ker so nas sprejeli v tisti veliko naši celoviti osebnosti in potem pa postanemo simpatični. Zakaj smo simpatični? Človek, ki se dela popolnega, ne more biti simpatičen. Ko stopi v srednjo ljudi, ljudje otrpnejo, ne? Ker tudi on v sebi dejansko zadušen. Ne? Simpatični so pa tisti, ki preprosto ve, ja, toli pa to je dobro, to sem pa simpatičen, ne? In jaz sem marsikje simpatičen, ne? Lahko pomemben dogodek. Ja, seveda. Ja, to je pa pred kratkim bil, to pomeni par let, ne? Jaz živim na Konjskem vrhu, sem kaplan v Lučah, pa Sočavi, živim pa na samem, Božo pa Adi veta kje, med dvema gorskima potokoma z gospo Kapro. To ni gospa, ki bi jo imel na šverc, ampak je koniček, ne, ki ga nimam ne za ježo, ne, Bog ne daj taka tonaža, ne za delo, ampak za druženje. Ne. In najbolj sproščen se počutim v štajerskih cotah. Ne. Moje štajerske cote so res izrazito štajerske. Ne. Sem že sam po sebi širok, so tam nekaj me fotografirali in je pa mogel tisti, ki me fotografira, stopiti, ti si bil, si razgnal tam ljudi, zato ker je mogel stopiti tok nazaj, da me sploh not dobival, bi htel, ne? Ja. No, moje cote so pa še toliko širše in ker imam rad zračnost, ne, so tudi primerno zračne, to meni raztrgane, ne? In ker me pred leti možganska kap, imam seveda poleti tudi slamnik, ne? Torej, če si predstavljate strašljivo, v najbolj strašljivi podobi, sem to jaz, ne? No in nekega lepega poletnega dne sem se odločil, da bom šel na Podvežno nabirati zdravilne rožce. Torej, moral sem se peljati z avtomobilom, seveda v štajerskih cotah, nekako pa drugače, sproščeno. Zdravilne rožce moraš nabirati sproščeno. In ko sem pa tam nabiral rožce, pa se pa začel večeriti in sem rekel, no, zdaj bo pa treba iti domov. Ko sem pa prišel do avta, sem pa ugotovil, da ima gumo predrto. Jaz sem tehnično zelo štorast, ponovadi mi gume, nisem še v življenju menil gume na avto, ne, kolesa, menjujem mi to običajno sosedje, ampak bil je ravno čas, ko so ljudje bili v štalah, ne, in sem se rekel, no, bom šel pa peš, ne, urca pa pol, šel pa peš domov, vse doktor se mi to skozi priporočajo, bom pa vse enkrat upogal, ne. In ko sem prišel do glavne ceste, je bila že tema, grem po glavni cesti, kar naenkrat pa vidim v zraku plave lučke, ne. Sem si mislil, rešilc, stopim malo bolj na stran, ampak lučke so se ustavile. Pogledam nazaj, policija. Kaj so videli v svojo žarometov? Enega popolnega razcapanca, ki hodi po noči z slamnikom na glavi, ne.
že ko sta stopila ven, sem videl, da sta živčna, ne, ker je tako razkoračeno, pa s tisto rdečo lučjo svetu, pa še tresla se mu je, čeprav sta me videla v svoji žarometov. Počasi sta prišla do mene, pa reče eden, a se vi zavedate, da ogrožate promet? Hodite po napačni strani ceste brez odsevnega telesa. Sem rekel, bom šel kar na drugo stran. Počakajte. Dokumente, prosim. Sežem v žep, joj, dokumente sem pozabil v avtomobilu. Reče, joj, oprostite, dokumente imam pa v avtomobilu. Se spogledata, reče, avtomobilo, ne, hodi peš, popolnoma razcapan, pravi pa, da ima avto in da ima avto bojda celo dokumente. In pa reče en zelo resno, kdo ste pa pravzaprav vi tukaj? Jaz pa rečem tudi, ne samo resno, ampak celo zelo posvečeno, jaz sem pa tukaj duhovnik. Ste se spogledala, en reče, a sem to? Jaz pa rekel, ne, sem tudi docent na filozofski fakulteti. Gotovo, ne. En je dal roko takle, pa rekel, še dober, da mi je rekel, da je Napoleon. In pa sem videl, da je res tisto, kar pravi sicer sam šala, v čem je razlika med duhovnikom pa policistom, ne? Mi rečemo pri maši, Gospod z vami. Ona dva sta pa res rekla, Gospod, vi boste šli z nami. In pa sem me peral v Mozirje, in pa je bilo že meni tudi malo bolj komično, ne, ko sem jih hodil. Tam, jaz sem bil v eni sobi, iz druge sobe so telefonirali in na časa so se me hodili ogledovati. Je to možno, ne? In na koncu so ugotovili, da je res to možno in so se mi upravičili in so me peljali čisto doma. Ne? To je tisto, ne? Ker v bistvu ne, ti dejansko, vse takrat, ko se dogaja, ne, ni luštno, ne? Ponavadi so pa najboljše komedije predelane drame. Ne? Tudi recimo naši, tisto, ko sem vam prej pravil, tisto v velikonočni meci, jaz sem imel nekaj let v nezavednem. To so najbolj traumatične zadeve, ker preprosto nisem mogel živeti s tem. Sem dal nezavedno. Ne? Moj ego je tako silno trpel. Ali zdaj boš pa ti zapel? Ja, prosim. Jaz samo vmes, ko si ti rekel, da so najboljše komedije predelane drame, Gogoljev Revizor, kot ena najboljših komedij, ne? Seveda nas tega v šoli niso učili. Gogol je bil globoko veren. On je napisal nekaj razprav o maši. Sicer o pravoslavni liturgiji. Na koncu je pa Dostojevski srečal enega starca, ki je rekel, ti, ja, dragi Fjodor, ti nič ne znaš, ti vse, česar se lotiš, vse narobe napišeš. Pišeš pa dobro, piši. In je ustvaril to. Ta je pa dobil enega starca in rekel Gogolju, vse zažgi. In je res zažgal ogromno dobrih stvari. Ampak poanta revizorja, kaj je poanta revizorja? Zdaj, za adventni čas, dejansko je napisal revizorja, kakšnega odrešenika pričakuješ. A je to tisti lažni odrešenik, kot kar tam pride lažni revizor, ali pravega, ne? In je to, ampak je on to mojstersko komedijo zavel. Ja, Sprejemanje samega sebe je zelo pomembno stvar. Živimo v takem času, ko nas nenehno opozarjajo na to, da nismo popolni, da moramo nekaj popraviti, da moramo nekaj kupiti, da se bomo polepšali. Ko so bile počitnice, pred počitnicami so bile reklame, kjer so govorili, ali ste že poskrbeli za svojo postavo, približuje se čas dopusta, kakšni boste hodili tam. Se pravi, nenehno nam govorijo, da nismo dobri, da nismo v redu. In jaz mislim, da ta nesamozavest se potem odraža tudi v resnobnosti, v plašnosti, kakorkoli nesproščenem odnosu. Torej, pogoj za srečo, za zadovoljno življenje je prvi ta, da imaš samega sebe, da se sprejemaš takšnega kot si. Spravim, poskrbiš za higieno, pa za zdravje, ampak ostali tisti estetski, ne, tiste raznolikosti nas kvečemo bogatijo, ne pa da nas obremenjujejo. In zaradi tega jaz takole pravim, ko se človek pogleda v ogledalo, je prav, da spoštuje tisto, kar vidi, da ceni tisto, kar vidi, da se ima rad, da ne išče pomanjkljivosti, vsakdo bi jih lahko našel, ampak če jih ne iščeš, potem jih tudi ne najdeš, ker vrednotiš tisto, kar ti je dano. Človeško biti je čudovita stvar, funkcioniramo izjemno, niti sami ne vemo, kako se to skup dela, ampak lahko telo uporabljamo. Torej, ko se jaz v ogledalo gledam, dragi moji,
Jaz ne kompliciram, jaz se zjutraj pogledam, pa se rečem, pozdravljen lepotec. Lep dan ti želim. In tak pristop moraš imeti do sebe, da greš potem z nasmeškom na prostor, med ljudi. Ker če greš ti ves na vrt, ves nesrečen, ves na kompleksen, potem ne boš sposoben se držati na smeh. So ljudje, ki si obetajo srečo od denarja, to je pogosta miselnost, da je denar tisti, ki nas bo sreča, ampak jaz pravim, če ti je že dano imeti veliko denarja, kvečemo naredi to. Osrečuj ljudi okrog sebe, ker sreča posameznika je odvisna od sreče ljudi, ki živijo okrog njega. In potem bomo vsi nasmejani lahko, ne zgolj ti, ker imaš kup denarja, ampak ti boš srečen, ko boš videl še druge ljudi, ki bodo lahko z nasmeškom hodili brezskrbno, po tvoji zaslugi. So ljudje, ki jih lepijo po slavi, jih to nekako prepričuje, da jih bo dalo neko vrednoto, neko bodo slavni, pa pomembni, pa tako naprej, ampak vsaka stvar mine, vsak mandat mine, vedno se pojavijo novi obrazi, tako da to klepenje potem je povsem nesmiselno. In zato bom jaz skrajšal, kar zadeva življenje, jaz pravim, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, glavno, da ni vojne. Ostalo bomo pa že. Se včasih gledam v ogledalo, je za videt bore malo, ena čupa, velik nosim kup kosti. A drugi lepi in postavni, operirani ali pa naravni so krasni, prava paša za oči. Pa rečem, klinc pa lepota, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, klinc pa lepota, glavno, da je glava cela, zdaj pa la la la, pa da ploskate, la 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 la, la 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 la, la 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 la, gledam tiste, ta bogate, imajo denarja ko solate in v dušo se priplazi mi nemir. Saj zame sanske so reklame, razen tiste za salame, za konzerve in za skret papir. Pa rečem, klinc gleda denarje, glavno, da je glava cela, počakajte s ploskanjem do la la la, glavno, da je glava cela, glavno, srce še dela, klinc gleda denarje, glavno, da je glava cela, zdaj pa lepo prosim, la la la. Gledam slavne in uspešne in odrivam misli grešne, kak fajn bi bilo, če bi me v svet poznal. Če slaven si, imaš kupe denarja, kar slišim, glejte ga smolarja, odkar je slaven, tudi mal lepši je postal. Pa rečem, klinc gleda slavo, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, klinc gleda slavo, glavno, da je glava cela, človek sanjari, pa ga mine, škoda časa za skomine, vsak naj ceni to, kar že ima. Hudo je pravzaprav najhuje, kar meni je na srečo tuje, bit brez pameti in brez srca. Brez pameti, da bi znal prepoznati lepote življenja, pozitivne plati življenja, da bi poznal smisel življenja v tem, da iz sebe narediš dobrega človeka. Dobro srce pa tak ali tak. Bi moralo krasiti vsako človeško bitje. Potem bi nam bilo zelo lepo in potem bi tudi smeh bil nikakršen, ne bi bil nikakršen problem. Bi ga bilo v obilju. Otroci, ki premorejo izražati vsa nasproti, mi smo zagrenjeni, nekako zavrti, bojimo se, da bi s tem pokazali,
da nam ni mar, da nismo dovolj resni, vestni pa tako naprej. Ampak mislim, da vsak človek, vse ko pride do spoznanja, da smeh je res pol zdravja, če ne celo še več. Pa ne samo tvojega lastnega, pa tudi okolice, ker na smehom, enkrat sem razmišljal tako, če ti je hudo, ti to še ne daje pravice, da si hudoben do drugih ljudi. Se pravi, z smehom, ki ga nameniš sebi, ne za posmehom, z smehom, z sproščenostjo, vplivaš tudi na okolico in tudi drugim polepšaš življenje. In to je potem medsebojna izmenjava dobre volje, pozitivizma in tega nam manjka, na žalost. Ja, to je ravno to, kar rikadi, ne. Ironija nas vrača k pristnosti in ko smo pristni, se smejimo, ne. To je tisto, ne, in to. In smo mladostni. In smo mladostni, in smo zelo lepi. Sem spil mrzlo kavico danes v ta namen. Jaz sem vedel, da bom tukaj. Prepozno. Sej že 30 let. Ja, bom povedal še enkrat, recimo, lahko povem eno zgodbo, ne, ki me je tudi počasi vračala, lahko? Ja, hudoresno. Ja, hudoresno. Ja, jaz sem imel se takrat zelo hudoresno, ne. In predvsem moj ego, ne. Posod sem pač, da bi rekli, Pater Karel, ne, Pater Karel. Tudi romanja, ne. Ko smo organizirali romanja klasika, to ne, obisk Božjepotne cerkve, gostilne pa enega lepega dela naše ljube domovine, mi je bilo premalo. To ni bilo Pater Karel. In sem zato dodal kulturo. Prvo leto sem peljal, tisto leto, ko se je zgodila tista jajca, sem peljal Ptujčane na ogled galerijo sodobne umetnosti. In je bilo res, veste, ene 30 slik, na vsaki sliki sta bile 2 črte pa 3 zvezdice v različnih kombinacijah. Jaz sem tam zelo strokovno gledal tisto in sem glede na pozicijo zvezde občutke sem jim razlagal, ne? Verjetno so me imeli malo za tako, ampak drugo leto pa je bila neka obletnica Williama Shakespearea, mi je povedal Parklič, da je bil takrat dramaturg v ljubljanski drami, kjer so igrali tisto leto Hamleta. In meni pade genialna ideja. Bila je razpisana sobotna predstava za izven, kaj če bi mi šli preko Hamleta do Matere Božje na Brezjah. Rezerviral sem 50 kart, ljudje so se prijavili, kaj so pa hteli, niso mogli drugače. In tisto sobotno jutro sem zelo nestrpno preverjal, ali so že vsi, ki smo bili vezani na začetek predstave, in 50 ljudi pač ne more zamuditi vstopiti sredi igre v dvorano. In 2 ni bilo, bilo je tik zadnji čas, da odidemo, in je potem priletel sosed, če ni bilo seveda mobilnih telefonov, in je povedal, da sta sporočila, da sta zaspala, mi ne gremo kar naprej in se dobimo v Ljubljani. In res mi smo šli in prišli zadnji čas, pravi, da je še zdaj postajališče tam v ljubljanski drami avtobusa, tam nam je dal dol, mi smo šli lepo v dvorano in ko smo se posedli, so se lučke zatemnile, zastor se je odprl, reflektorji, predstava se je začela, predstava teče, do tistega dela, ko se pojavi duh Hamletovega očeta. Kako zgleda to v igri? Igralec se z odra zazre v temo dvorane in reče: O, kdo si, ki hodiš v temi? Tam ne bi bil namreč duh. In se je zgodilo. Prišla sta. Rekli so jima, ne greste zelo potiho v dvorano in si najdete prazno mesto. Šla sta res izjemno potiho. Ampak igralec se je naenkrat zazrl direkt, imamo spremenil, v Franca in je rekel: O, kdo si, ki hodiš v temi? Franc se je zdrznil. Prvič je bil v gledališču. Zavedal se je, da je v kulturni ustanovi. Da mora na kulturno vprašanje tudi kulturno odgovoriti. In kar naenkrat se je zaslišal v dvorani: Franc pa Micka s Ptuja sma, zamudila sma in je vse pojasnil. Igralec je stal, pa se je pa še mož smejal. Za njim se je začela smejati vsa dvorana, jaz ne. In potem so se kar nekaj luči prižgale in ko je videl igralec,
tistega presenečenega Franca, ki ni videl, zakaj se gre, začel ploskati, vsa dvorana mu je zapravo. In ima je ploskala, oni ste gledali, niste vedeli, kaj se gre. To mi je rekel Pol Paklič. In pol je, da ne vem, je bil on, priletel en gospod, ki ni bil igralec na oder in je rekel, 15 minut pauze. Ne? Po 15 minutah so se zopet, se je zastor odprl in igralec je začel. Več ni prišel, se je začel spet režati. Spet so se vsi režali, spet so se luči prižgale, spet je on gospod priletel in je rekel, 20 minut pauze. Po 20 minutah se je drama nadaljevala s tem, da so preskočili en del in še potem so se igralci izogibali očesnega kontakta, ki bi se začeli režati. Ne? Od takrat dalje Romanja niso imeli več kulturnih vložkov. Ampak gledajte, ne? To pomaga, ne? Vračate k pristnosti, k nenarejenosti, osvobaja. Ne? In to je tista pot, o kateri je govoril Adi, o kateri si ti spraševal in tudi dopolnjeval. Preden končamo, bo gotovo gospod Adi še en komad gotovo. Zdaj, takih zgodb, kot jih je povedal pater Karel, in še bolj smešni, imamo v tej knjigi 26. Naslov, da pojasnim, jaz sem kaplan, Chaplin, angleško, sem pa Karli Charlie, pomeni jaz, Karli kaplan. Jaz Charlie Chaplin. Angleško se pač reče jaz Charlie Chaplin. Ja, največja uspešnica je Svinja na avtocesti. Mislim, da je. No, zakaj? Povej še to, pa se... Ne moraš povedati. Glede, nekaterih zgodb pa ne moraš povedati. Ne povej, zakaj je uspešnica? Tista gospa... Ja, to pa sem bil prav v Gani, ko sem bil v Ribnici, sem imel, ne o smehu, nisem imel predavanje o smehu, ampak nekaj drugega in ste prišli dve sestri iz Kočevja in ste rekli, da je njuno mamo možganska kap, da se praktično ne odziva, ampak oni berejo vse, in ji veliko berejo iz te knjige in edina reakcija njena je, ko ji berejo zgodbo Svinja na avtocesti, se mama nasmehne. In ko sem se peljal domov, so se mi kar, bi mogel skoraj meglenke ožgati, zato ker so se mi solze, se veste, moški ne jočemo, ne, ampak me je res prevzelo. Ne, to je poslanstvo smeha, ne, to, da smo bližnji drug drugemu v resničnosti, ne v narejenosti. Ne. To je ta Svinjena. Ja, in tudi zraven je CD te knjige, kjer je, mislim, da je prav ta Svinja na avtocesti tudi je. Ampak piše, da ne smete poslušati med vožnjo, ker povzroča solzenje. Iz lastne, preizkušeno. Ja, preizkušeno. No, zanimivo tukaj, mislim, da so vse knjige, ki jih je pater Karel izdal pri nas, ampak opozoril bi samo še na čas prekratkih hlač. Tu pišem resne stvari na hudomušen način in mladi radi berejo. Ker pišem zgodbe svojega odraščanja. Zdaj ni čas, da bi povedal kako, ampak recimo... Ja, škoda. Ja, ampak je, ne, kak sprejema samega sebe, recimo tudi v nemoči, ne. Kak sem skakal čez kozo, ne, kot dislektik, nisem nikoli preskočil koze, se veste, tiste telovadnega elemente, ampak zakaj ne? Zaradi odskočne deske. Ne? Bi te zdaj pomislil, ja, ampak odskočna deska ti pomaga, da ti lažje preskočiš. Dislektiku ne. Kak naj dislektik med tekom, ko so razložili, potem pa narediš 3 korake, začneš za desno, 1, 2, 3 in preskočiš. Kak naj dislektik med tekom gotovi, katera je leva pa desna, nemogoče. Ne? In jaz v najboljšem primeru sem kozo zajahal. Ampak to pišem, ampak na ta način, da sebe dejansko se v tem sprejmem. In to, ko se mladi režijo, dejansko lažje marsijo čem sprejemajo sebe, ker opisujem ravno zagonetke odraščanja. Ne? Ja. Morda še začinjeno za življenje. Obe sta doživeli ponatis že tretji, oprosti, ne vem kateri. Ta pa je v medsebojnih odnosih in je pa vedno priložen recept, ki na nek simbolni način povzame zgodbo. Ne? V tisti jedi recepte je napisala dr. Branislava Belovič, velika strokovnjakinja za zdravo prehrano, tako da so recepti zelo zdravi, niso pa vsi dobri.
Te in druge knjige bo pater Karel podpisoval na stojnici založbe Ognjišče, to je treba kar nekaj stopnic gor narediti, dve nadstropji više. Zraven mladinske knjige. Tako. Glaven, če greste iz Trga Republike noter, je mladinska knjiga, potem pa takoj zatem je Ognjišče in zdaj potem bo podpisoval lahko vsi knjige, vse te tudi nabavite. Ker sem dislektik, bo napisan veliki K, pa bo pa nekaj, pa na koncu L, pa neki čudni G, pa bo pa kar tak neki. Ja. Ampak knjiga bo z avtogramom. Jaz bom se že zdaj zahvalil vam za navzočnost, za prijetno sodelovanje, seveda pa tudi obema gostoma, ker ne bi rad. Jaz sem zelo hvaležen, da je Adi danes tu. Adi mi je veliko stal ob strani, tudi ko je nastajala komuna na Razborju pod Lisom. On je kar bil, bi rekel, tisti, ki je z svojim petjem pomagal zbrati, da smo lahko prostor pripravili. Ampak ne, ker ko tudi danes smo lahko doživeli, Adi svojo pesem dejansko pospremi tudi ne samo z mislijo v pesmi, ampak tudi tako. In so mi mladi rekli, po enem od teh njegovih dobrodelnih koncertov so mi rekli, veš kaj, Karel, on nam je danes povedal veliko več, kot ti vseh svojih pridigah. Tako da ne bi dolgo vezal in predlagam, Še za konc nekaj. poveste in zapojete. Ja, povedal bom samo to, smeh je nalezljiv, to smo zdaj videli, v srca smo se nasmejali in kako prijetno vzdušje tako je nastalo. Nažalost so pa nalezljivi tudi sovraštvo, nestrpnost, vse te negativne stvari so prav tako nalezljive. Ne? In ne dopustite tega, ne dopustimo tega, da bi se nalezli tistega negativnega, kar nekateri premorejo in širijo v okolje. Vsak od nas premore toliko zdrave pameti po odgovornosti, da se tem odpre in ne kvečemo se pridruži smehu, ne pa sovraštvu, pa jezi. Kakšna želja ali čisto eno? Čisto eno. Kaj se eno? Jaz imam jaz preveč, da bi jih... Zapel eno, če mi boste pomagali, bom zelo vesel. Zdaj na začetku sem omenil minljivost vsega, ne, in zaradi tega se mi zdi zelo čudno, ko se nekateri tako zelo navezujejo, ali na denar, ali na odnose, ali na položaj, kakorkoli že, vse v življenju nam je dano začasno. In zato sem razmišljal o tem in napisal pesem o tem, kako je pravzaprav se treba sprijazniti s tem, da kaj zgubiš, oziroma razmišljati na tak način, če nekaj zgubiš, s tem narediš prostor, da pride nekaj novega v tvoje življenje. Potreboval bi pa vašo pomoč zaradi tega, ker se pri tej pesmi tako dela, da vi pojete, jaz pa potem nekaj odgovorim. In sicer zapojete tako. La 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 la. To vi pojete. La 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 la. Zdaj pa kar korajšno. La 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 la. Zgubo, zgubo. La 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 la. Zgubo, zgubo, zgubo. La 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 la. Zgubo, zgubo. La 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 la. Sem zgubo že denarnico, zgubo sem dekle, zgubo sem prijatelje in farnikule, zgubo sem prtljavo, rezervacijo, sem zgubo vozni red in orientacijo. Ko sem zgubo psa, v časopisem dal oglas, a čez nekaj dni sem zgubo se še jaz. Pa sem zgubo živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim. La 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 la, zgubo, zgubo, la 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 la, zgubo, 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 la 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 la, zgubo, zgubo, la 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 la. Sem zgubo že očala, zgubo sem kolo, zgubo sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubo dokumente, osebno potni list, sem zgubo tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubo sem razum, a ko ti pa sem zagledal, sem zgubo še pogum. Pa sem si drugo najdel, ko sem bil nalit, ko videl sem jo trezno, sem pa zgubo apetit. Zgubo, 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 zgubo sem že čisto vse. Zgubo, 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 a volje do življenja ne. Zgubo, 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 zgubo sem že čisto vse.
Zgubo, 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 a veselja do življenja ne bodo pojmo. La, 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 zgubo, zgubo, la, 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 zgubo, zgubo, la, 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 zgubo, zgubo, la, 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 evo da slišim vas. Bravo, zgubo, 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 la, 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 zgubo, zgubo, la, 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 la. Nimam pojma, ker se zgubil sem s privatizacijo, zgubil sem nadzor nad situacijo, zgubil sem že službo, zgubil položaj, zaupanje v oblast meni vrnilo nazaj, zgubil sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate, zgubil sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico do bifeju si prižgem en čik. La, 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 zgubo, zgubo, la, 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 dajte mi karkoli, vse bom zgubil, vam povem. Za to dejavnost sem naravnost fenomen. Izgubljam že lase, svežino in zobe. Tudi nekaj kil bi izgubil, če imel bi jih odkje. Se misli mi izgubljajo in če sem odkrit, zdi se mi, da zdaj izgubil sem rdečo nit. Karkoli že izgubim, me to več ne potre. Se tako sem človek, ki izgubil je že vse. Zgubil, 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 zgubil sem že čisto vse. Zgubo, 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 a bolje do življenja ne. Zgubo, 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 zgubo sem že čisto vse. Zgubo, 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 a veselja do življenja, veselja do življenja, veselja do življenja ne. A še kaj bom zgubil? Seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gorje. Lepo se imejte, sladko se smejte in radi se imejte.